Med zdravstvenimi domovi, ki jim država ne zagotavlja denarja za plače, je tudi zdravstveni dom Adolfa Drolca Maribor. Njegov direktor opozarja na poglaviten problem, ki tare tovrstne zdravstvene ustanove po vsej Sloveniji. Gre za neupoštevanje dogovora. Dogovoru, kateri je nastal med sindikatom in pa vlado, prvo glede zaposlenih v J-razredu, kjer se je vsem zaposlenim do 26. plačnega razreda lani v mesecu juliju dvignila plača za 2 plačilna razreda, in potem dogovoru med zdravniki in zobozdravniki, sindikatom in pa vlado za dvig plače in pa napredovanja v višje zdravnike. Kršenje tega dogovora, ki je začel veljati lanskega oktobra, pa pomeni predvsem finančne posledice in obremenitev blagajn zdravstvenih ustanov. Kaj to pomeni konkretno za zdravstveni dom Adolfa Drolca? Mesečno to pomeni dodatni strošek 110 tisoč evrov. Zaradi tega smo v lanskem letu tudi pridelali izgubo in tudi v letošnjem letu, januarja in februarja, ni prišlo do povišanja cen zdravstvenih storitev in smo v celoti to breme morali na sebe prevzeti zdravstveni domovi. Podobno je tudi v drugih zdravstvenih domovih, saj imajo vsi podobno strukturo financiranja. Zdravstveni domovi imamo v strukturi financiranja 72 do 75% so stroški dela. Seveda in pri takšni strukturi je nemogoče zagotoviti tako veliko breme. Pri bolnišnicah je nekaj manj, tam je 60%, seveda približno so stroški dela, ampak tudi bolnišnice ne morejo prevzeti dolgoročno takšnega bremena. Predstavniki direktorjev so bili zaradi problema že na 2 ministrstvih, a srži problema še vedno niso rešili. Zdi se, kot da jih sprehajajo od enega do drugega. Imeli smo sestanek tako na finančnem ministrstvu kot na ministrstvu za zdravje, kjer so nas napotili na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in zdaj čakamo, se pravi, v bistvu odgovor s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije glede termina sestanka. Naš sogovornik meni, da bi bilo zadnje sredstvo tudi tožba, a da so morali opozoriti na resnost trenutka in tematike, saj tudi v splošnem aktu zapisano, da mora ob takih spremembah ustanovitelj oziroma plačnik zagotoviti sredstva.